Spoštovani župan občine Idrija, gospod Tomaž Vencelj, spoštovani podžupan občine Pivka, gospod Boris Rebec, spoštovani direktor Mestnega muzeja Idrija, dr. Miha Kosmač, spoštovana avtorica razstave, gospa Milojka Magajne, dragi prijatelji. Lepo pozdravljeni vsi skupaj v imenu ekipe Parka vojaške zgodovine na odprtju gostujoče razstave Partizanska bolnica Franja Skriti dragulj Evrope. Gre za potujočo razstavo Mestnega muzeja Idrija, delo kustosinje Milojke Magajne. Vojna je čas skrajnosti. Pokaže namreč tisto, kar je v človeku in v neki skupnosti najslabše in tudi, kar je najboljše. Je čas najhujšega sovraštva, a je hkrati tudi čas največjega tovarištva, čas velike požrtvovalnosti in predanosti. To dejstvo skušamo v Parku vojaške zgodovine prikazati našim obiskovalcem na najrazličnejše načine. Težko bi ga pa bolje kot z muzejskim prikazom Partizanske bolnice Franja, tega edinstvenega spomenika človečnosti in solidarnosti, ki mu je Evropska komisija zaradi velike zgodovinske in simbolne vrednosti podelila znak evropske dediščine. K pozdravnemu nagovoru bi povabil podžupana občine Pivka, gospoda Borisa Rebca. Spoštovani župan, direktor Parka vojaške zgodovine, spoštovani direktor muzeja Idrije, spoštovana kustosinja, spoštovana direktorica Zavoda za turizem Pivka. Prav lep pozdrav v imenu naše lokalne skupnosti občine Pivka. Tukaj bi rad oprostil župana, ki je žal spustili smo ga na malo dopusta, sicer se vrača naslednji teden, ga opravičujem. Današnja razstava mi se zdi, da je zelo pomembna za Park vojaške zgodovine, za občino, še bolj pa za vse obiskovalce, ki jih si bodo to prelepo razstavo ogledali. Zdaj, kot je direktor povedal, to je neka izjemna dediščina, ki jo imamo v Sloveniji. Gre se namreč za bolnico, ki bomo rekli, da do konca skoraj druge svetovne vojne ni bila odkrita in je pravzaprav s tem si moramo nekaj naučiti, kakšne tragedije smo imeli v drugi svetovni vojni in tako. Mislim, da s vso to tragedijo druge svetovne vojne smo se bore malo naučili, sej nekateri voditelji, kot smo videli, smo imeli še po drugi svetovni vojni, pa vojno na Hrvaškem, pa v Bosni, pa tudi tega ne bilo zadosti, posebno v Rusiji, pa vojno v Čečeniji, zdaj pa še Ukrajina, tako da res obsojamo take stvari in taka početja. To se pravi, da s to razstavo bi pravzaprav mogli nekaj videti, kaj se pravzaprav ne sme delati, oziroma kaj je bilo tisto požrtvovalno delo teh ljudi. Tako da res hvala za to razstavo, ki bo pač bila pri nas na ogled, ki si ga bomo z veseljem ogledali tako mi, kakor pa naši obiskovalci. Tako da res še enkrat hvala lepa. Hvala lepa pa tudi muziki, ki nas na vsaki proslavi tako lepo spremljajo, tako da smo res veseli, da prideste na naš klanec. Hvala. Pa še naprej lep dan. Hvala, podžupan. Razstavo v bolnici Franja je pripravil Mestni muzej Idrija, ki mu je zaupana tudi skrb za to pomembno dediščino. Zato mi je v čast govornici povabiti direktorja Mestnega muzeja Idrija, dr. Miha Kosmača. Direktor, prosim. Spoštovani župan občine Idrija, gospod Tomaž Vencelj, spoštovani podžupan občine Pivka, spoštovani direktor Parka vojaške zgodovine Pivka, gospod Janko Boštjančič, obiskovalke in obiskovalci. V imenu Mestnega muzeja vas lepo pozdravljam na odprtju razstave. Partizanska bolnica Franja je eden od skupno 8 objektov nepremične kulturne dediščine, s katerimi na Idrijskem in Cerkljanskem upravlja Mestni muzej Idrija. Podobno kot Partizanska tiskarna Slovenija na Vojskem,
predstavlja spomenik iz časa II. Svetovne vojne. Partizanska bolnica Franja je spomenik človečnosti, tovarištva in solidarnosti. Zaradi svoje simbolne vrednosti in pomembne vloge, ki jo je odigrala v zgodovini in kulture Evrope, je leta 2015 prejela znak evropske dediščine. Velja izpostaviti, da tako kot v času II. Svetovne vojne, tudi danes tega spomenika ne bi bilo brez podpore in povezanosti lokalnega okolja oziroma domačinov. Ob soteski pasice, v kateri se nahaja partizanska bolnica Franja, človeka povzame poseben občutek, nekaj, kar je pravzaprav težko opisati, a prav ta občutek dela Franjo posebno in zato se številni obiskovalci vanjo radi vračajo. Po drugi strani je ta spomenik zaradi specifične lege, klimatskih pogojev, samih kamninskih previsov in tudi potoka Čirinščica zelo zahteven za vzdrževanje in tako pravzaprav zahteva nenehen napor in pa velika vlaganja. Na tem mestu bi se še posebej rad ponovno tudi zahvalil našemu županu za podporo in za tudi njegovo današnjo prisotnost. Vse skupaj pa vabim, da si ogledate partizansko bolnico Franja in pa tudi druge objekte Mestnega muzeja Idrija na Idrijskem in Cerkljanskem. Hvala gospodu direktorju Parka vojaške zgodovine Pivka za možnost gostovanja te naše razstave. Vsem skupaj pa želim srečno. Hvala, direktor. Z nami je danes tudi župan občine Idrija, ustanoviteljice Mestnega muzeja Idrija, lokalne skupnosti, ki je izjemno bogata tako z naravno kot kulturno dediščino in za katero je značilen zelo odgovoren odnos do te dediščine. Gospod Tomaž Vencelj, vljudno vas vabim k nagovoru. Spoštovani, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Ja, Mestni muzej Idrija, muzej za Idrijsko in Cerkljansko, deluje, bomo rekli, domicilno v gradu, v samem mestu Idrija. Skrbi za veliko večino objektov, se pravi kulturne dediščine na našem področju, nekaj jih je še pod upravo Centra za upravljanje dediščine živega srebra Idrija, ki je pa državni zavod na območju Idrije. Po domače bomo rekli, to je nekdanji rudnik živega srebra Idrija, ne? In skupaj nekako upravljamo tudi z UNESCO dediščino, katere del smo v Idriji. Bomo rekli, od bolnice Franje, o kateri govorimo danes, do Partizanske tiskarne Slovenije, ki je v občini Idrija, lahko govorimo o dveh izjemnih objektih, ne? Pač bolnica Franja je svoje sorte objekt, bom tako malo po domače povedal, pač kot sama bolnica in kot sama lokacija. Partizanska tiskarna Slovenija je pa zopet pač en tak objekt, za katerega vemo, da je skrit v vojskarskih hribih in dolinah in v katerega so sred, bomo rekli, druge svetovne vojne pripeljali iz Italije tiskarski stroj in v katerem so začeli tiskati, bi rekel, prvi dnevnik v tem času v celotni Evropi in s katerega se je pa na koncu razvil Primorski dnevnik, ne. Veliko ne bi več razlagal, v glavnem jaz pa svabim vse v Idrijo in pa izraziti moram to veselje, da je bila dana ta možnost, da se pač ta razstava v tem, bomo rekli, najbolj turistično aktivnem času lahko pojavi v vašem parku, kodar bodo res ljudje lahko, bo čim več ljudi to lahko vedelo. Hvala lepa, pa srečno rodarski, kot je rekel že Miha prej.
Hvala, gospod župan. Dovolite mi, da se preden razstavo zares odpremo in jo predamo obiskovalcem, zahvalim vsem zaslužnim. Najprej lepa hvala in čestitke avtorici razstave Milojki Magajne, tako za odlično razstavo, kot tudi za pobudo, da bi čez poletje v glavni turistični sezoni gostovala pri nas. Hvala Mestnemu muzeju Idrija za izkazano zaupanje in korektno sodelovanje. Lepa hvala županu in našemu podžupanu, ki sta svojo prisotnostjo dala posebno težo temu dogodku. Posebna zahvala kvartetu saksofonov Orkestra Slovenske vojske, ki so z glasbo popestrili in polepšali današnji dogodek. Vedno se radi odzovejo našemu vabilu, zato še enkrat hvala in iskrene čestitke za dober nastop. Hvala sodelavcu Boštjanu Kurentu, ki je koordiniral gostovanje razstave z naše strani. Sledi rezanje traku in ogled razstave pod vodstvom avtorice, zatem pa ste vsi povabljeni, da se vrnete v to dvorano, da nazdravimo novi razstavi in se nekoliko osvežimo. Lepa hvala, da ste prišli. Želim vam prijeten dan še naprej, lepo praznovanje Dneva državnosti in sploh lepo, zdravo in mirno poletje. Hvala.